Kako to, da si danes na Lifu, oziroma kaj dela po tvojem mnenju ta festival tako poseben? Veš, kaj sprehajam na Lif, če le imam čas, ne? Dobri filmi so, enostavno, mislim. So dobri filmi, ki jih lovim pol tudi na TV-ju, a v tem programu RTV, ali pa ne vem, svoj čas sem imel zadnje časa jih nimam, ne najdem. Na televiziji sem imel, prav Lifovi filmi so bili, ne? Zdaj jih ne najdem, ne vem kaj, nekaj se je zgodilo. Tako da prijem so to, ker so dobri filmi in, glej, pred 2-3 leti je bil celo moj film na otvoritvi, ta dokumentarc, ne? Mogoče zaradi tega, ker je že 35 let v Ljubljani, ker obožujem filme, ker so me danes povabili in sem zelo vesela za to. Najbrž z vsega tega, no, mislim, zaradi vseh teh razlogov. Si tudi ti imela kdaj kakšen film, ki je bil na Lifu, da si ti nastopila v njemu? Ne. Sem pa recimo v času, ko sem bila še na akademiji ali pa mogoče malo kasneje, no, sem zelo veliko hodila. Tukaj je pa ogromno argumentov, kaj ga dela posebnega. Mislim, da eno je to, da je tukaj res ena dosti ekskluzivna bira novo nastalih filmov. Zdaj res, da zadnje leta je ta manjko evropskega filma, seveda Kinodvor, to hvala Bogu ali pa hvala ne vem čemu in komu, da se to do dobro zapolnjuje, ampak seveda gre preprosto za nek pregled dobre, nekomercialne filmske produkcije na svetu v letu ali po zadnjih 2 letih, kar se mi zdi, da je nujno, ne? Sploh za neko glavno mesto ene države, mislim, da to je neobhodno. Mislim, da je Lif poseben zaradi tega, ker prenese v Ljubljano oziroma v Slovenijo nabor najboljših filmov tega leta iz Evrope in sveta. In jaz mislim, da vsi filmarji moramo pač te filme priti gledati. Danes je praznik filma in z veseljem vedno pridem na otvoritev, ker vedno seveda vidim dober film tukaj na otvoritvi, tako da ja, Lif je vedno prava izbira. Poseben je že zato, ker je naša, ne, slovenski. Ne vem, jaz imam nasploh rad filme, serije, ne, saj sem z tega poklica, tako da me veseli, kadar je možnost, da grem kaj pogledati, tudi grem. Si kar tako lifofil, bi lahko rekel temu? Ja, vsak let grem vsaj na 4-5 filmov, več ne zmorem. In mislim, da se skoraj vseh spomnim, no, tako da zberam previdno in sem zadovoljen. Za nami je otvoritev že 35. festivala Lif. Povej mi, verjetno so ti ljudje že kaj komentirali, kako se mi zdi otvoritveni film in kaj se še lahko pričakuje v teh dneh, oziroma so ti že povedali, kaj se veselijo pa česa, ne? Ja, jaz sem bil malo zadržan, kako bo naša publika sprejema ta mačken drugačen film, zelo poseben, občasno bizaren, mačken zelo, še rekel, tudi malo provokativen, ne. Ampak ja, zaenkrat pritožb še ni, no. Tako da ja, sem vesel, da smo začeli z veliko uspešnico. Zakaj pa ti meniš, da je, mislim, vem, da ti izbiraš film, ampak vseeno, zakaj meniš, da je film, mislim, da je ta festival tako zelo popularen pri ljudeh? Zadnjič sem govorila z eno vašo sodelavko in je rekla, da se tudi po 1000 kart na dan proda. Jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker vidijo lahko take filme, kot je bil otvoritveni tazga filma, ne boste videli čez leto v kinu, tudi na TV ekranih je zelo majhna možnost, da bo taka vsebina prišla, ker res, to je pač nekaj drugega, no? Nekaj, kada bi se neznani leteči predmet spustil na mesto, ne? in odložil nek čudaško vsebino, ne? Tako da pač ja, pač čez leto ne boste videli filmov iz Azije, Južne Amerike, Afrike. A če pa že so pa to ponavadi neki bolj, bi rekel, visoko profilirani filmi, ne. Tako da jaz mislim, da je to še vedno glavni, eden od magnetov, ne glede na to, da so najbolj iskani in popularni filmi te, bi rekel, dela teh velikih avtorjev, kot so letos pač Kanski zmagovalec, Pedro Almodovar, tako naprej, ne.